Armenijaci, rojaki naše Luksor familiji iz leta 1980, po katerih so srečanja manjšinskih pesnikov in pesnic, pisateljic in pisateljev, ki pišejo v svojem maternem jeziku, dobila ime Sosed tvojega brega. Mile letos ni več med nami, toda z nami bo živela naprej v pesmih, pesniških zbirkah, fotografijah in spominih na 30 letja dolga druženja pri sosedu tvojega brega in številnih drugih kulturnih dogodkih. Spoštovani gospe, cenjeni gospodje, sosedi in sosede, literarni ustvarjalki in ustvarjalci, vas lepo pozdravljam v Posavskem muzeju Brežice na zaključni prireditvi 44. državnega srečanja, ki za priseljenke in priseljence zaljubljene v literaturo pomeni odprt prostor za učenje drugega, ustvarjanje ter predstavljanje širše skupnosti. Srečanje Sosed tvojega brega, ki ga vse od leta 1979 organizira Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, tokratnega v sodelovanju z območno izpostavo Brežice, pa je predvsem priložnost za srečevanje z drugim, za povezovanje, sodelovanje, izmenjavo izkušenj, bogatenje kultur v sožitju ter za komuniciranje v istem jeziku povezovalnosti. Podporo tem vrednotam je v zadnjih 2 letih pokazalo 34 različnih avtoric in avtorjev, ki so svojo poezijo, kratke zgodbe, odlomke iz romanov poslali na natečaj. Na današnji zaključni prireditvi bomo poslušali in nagradili besedila izbranih avtoric in avtoric iz obeh let. Za poezijo za leto 2021, to so Marija Elena Steulek-Sel, Šej Holt in Jure Trljepan, za prozo pa Dragan Mitić, Milan Aničić in Tanja Ocelić. Finalisti izbora 2022 za poezijo so Marija Elena Steulek-Sel, Senada Smajić in Zlatko Kraljić, ter prozaistke Marina Kružić-Zekić, Sanja Hadžina in Ljuba Šalinger. Kot ilustracijo tega, kar Sosed tvojega brega pomeni za vse sodelujoče, bom na koncu tega uvoda uporabila prisrčne besede enega med mentorji tokratnega izbora, Zorana Kneževiča, ki žal danes ne more biti z nami, ker je zbolel, ampak vas lepo pozdravljam vse in sporoča, da kar aktivno piše naprej, tako da ne skrbeti za njo. Sosed ni samo srečanje pisateljev, ki pišejo v svojem maternem jeziku. To je srečanje nasmehov, srečanje veselja in smeha, srečanje prijateljev. Prijateljev, ki jih povezuje enaka življenjska izkušnja in pisana beseda. Zato verjamem, da vam bo današnji zaključni dogodek, ki smo ga poimenovali Vsaka puščava je želja po ravnovesju, minil v navdihujočem vzdušju prijateljstva. Tukaj bi zdaj na oder povabila direktorica občinske uprave občine Brežice, gospod Patricijo Čular, ki bo povedala nekaj besed v Šumpanovem imenu. Potem pa boste poslušali prvo pesem našega dua Maja in Robija, ki nam bo popestrila večer. Lepo pozdravljeni, spoštovani, lepo pozdravljeni v naši občini Brežice. Veselje mi je, da vas lahko danes tukaj nagovorim v imenu našega župana Ivana Molana, ki žal zaradi bolezni ne more biti z vami, vam pa pošilja prav lepe pozdrave in želi, da pač imate nekako čim lepši dan, čeprav je danes že ta dan, nekako se izteka, ampak verjamem, da ste skozi dan uspeli doživeti tudi našo občino, da ste v tem prečudovitem ambientu našli dodaten navdih, da vas še kdaj pripelje nazaj in da spoznate našo občino še podrobneje. Jaz bi se želela na začetku najprej zahvaliti Javnemu skladu za kulturne dejavnosti in naši območni izpostavi, da sta dejansko prepoznali našo občino kot kraj tega današnjega dogodka, da ste skupaj z skupnimi močmi, za organizacijo pripeljali še eno skupino ljudi in predstavili tudi občino oziroma mesto podrobneje. In kot že rečeno, upam, da se boste v prihodnosti k nam še vračali.
Občina Brežice se rada pohvali z zelo pestrim dogajanjem na različnih področjih. Sicer na področju gospodarstva nekako prevladuje turizem, drugače pa smo izredno ponosni na številne aktivne organizacije na področjih športa, pa ker je danes na prvem mestu kultura, bomo rekli, da smo tudi na področju kulture. Redno v vsako leto sklenemo nekje 250 letnih pogodb za sodelovanje z različnimi organizacijami, od tega slabih 30 partnerjev, društev, zvez deluje na področju kulture. Med njimi tudi takšni, ki se izražajo skozi besedo. Žal mi je, da mogoče kateri od njih ni tudi udeleženec tega 44. srečanja, verjamem pa, da bo to spodbuda, da se mogoče pridruži v prihodnje. Današnji dan oziroma ta dogodek je namenjen temu, da slišimo in tudi sami doživimo del tega, kar pride izpod vaših peres. Predvsem pa si želim, da bi ta dogodek oziroma ta današnje dogajanje spletlo še kakšno dodatno prijateljstvo, kar je bilo izpostavljeno kot eden od ciljev, in pa predvsem, da privabi na vaše obraze še kakšen dodaten nasmeh. Tako da vabljeni v prihodnosti nazaj, vabljeni v spoznavanje občine, predvsem pa danes uživamo v tem dogodku. Hvala. Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, ko ga ta enkrat izda, do takrat pa malo ve. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi.
Majni Roblju, to je bilo res čudovito. Najprej bi predstavila mentorja za poezijo za leto 2021 in 2022, Željka Beroviča, ki nam bo, upam, povedal kaj več o finalistih tudi. Željko Berovič se je rodil v Visokom, v Bosni in Hercegovini, piše poezijo, do zdaj je izdal 4 pesniške zbirke v slovenščini, Podarjeni glasovi, Kapljavina, Sinapse in Vzgibanka, in 2 v maternem jeziku, Utiha, Gornjim sinapsem. Ukvarja se tudi s prevajanjem proze in poezije iz hrvaščine, srbščine in bosanščine v slovenščino in obratno. V vaših uvodnih besedah v Paralelah ste veliko namenili, veliko pozornosti namenili branju, pomenu branja, da je zares pomembno brati, če želimo pisati karkoli. In današnja delavnica, ki ste jo izvedli, tukaj je bila ravno od tega narejena, smo brali in pa smo povedali kaj o tem, kar smo prebrali. Dajte nam povedati malo več o tem, zakaj je branje toliko pomembno za vsakega, ki se želi na kakršenkoli način ukvarjati z besedami. In kaj vse, kako se reflektira to, kar preberemo v našem pisanju? Ja, veliko branje je potrebno, zato ker na koncu tudi sami pišemo in bi radi, da nas nekaj bere. Kako smo to napisali, torej kvaliteta, ne vem, kaj vsi bi želeli napisati dobro pesem. In od davnih časov do danes pač ta beseda, zdaj moramo se seznanjati z zgodbo, s poezijo, ja, samo je boljše zvono. Skratka, na koncu z branjem bi rekel, na kratko povedano, vstopamo v svoj svet, v svet svojih domačih. Zdaj so to, kar bi rekel, naši tak ne rečem, stanovski kolegi in kolegice. Tako, glasbenik se zanima za glasbe, pevka za petje, tako pisatelj za pisanje, tako beseda. Zdaj, drugi strani pa spet je tak, rečeno mogoče tehnično, recimo, beseda kliče besedo na koncu koncev. Lahko berete čist po ljubi neki tekst, lahko prozo, ki vas bo neka beseda zbudila, recimo, ne, in privabila za poezijo, recimo, da se jo zapišete, ali na misel pride nekaj. Kdo je danes rekel besedo vsesledje, recimo, ne. Pogledajte, kakva lepa beseda, ne. Vsesledje. In tako naprej. Skratka, neki čist svet se odkriva, ki kliče, ki je poezija sama, recimo v jeziku, ne, v pismu, ne. In zato se pač moramo predajati, ne vem, lepoti nekih verzov, ne. In bi sami tudi radi napisali, ne, fantastične verze. Ali tak, recimo, kak to zapelje, recimo, v pismu, ne. Evo, pesnik Milan Dekleva, vsi smo slišali za njega pravi, ne. In bom rekel, recimo, pazite, taki naslov pesniške zbirke, ne. Glej medenico cvetne čaše, kako se razpira, ne. Mislim, tako se imenuje zbirka, ne. Glejte, če to ni, kaj bi rekel, to bi dal jaz neko sveto pismo, ali take svete knjige. To so ta, kaj bi rekel, nekaj, kar kliče. Zato tudi branje, torej, da najdemo te cvetne čaše in ostalo. Ali pa na koncu koncev no pasaran, recimo, tudi revolucija, ki je naš podatkov. Tudi take stvari, ne. Vse je to upisane besede in zato moramo na tak način se reflektira bivanje, življenje
skozi literaturo. Nekako so se tako pozložili torej ti dve leti. 21. leto je pripadlo, ne vem, kako bi rekel, tako reče, čisti liriki, v tem smislu. Drugo leto pa je pripadlo bolj angažiranim tekstom, tako povedano. Tako slučajno, pač to naključno je pripadlo, ne vem, potem, ko sem gledal. In za prvo leto, za 21. leto, pač nekako je bilo, zdaj, če se spomin prekličen, evo, od Jureta, recimo, ki je pač čisto egzistenčno, ne vem, kak je že iz prvega leta bilo tisti večer ob morju, pa tako naprej, ne? Ja, v bistvu, tako, ki nas sprašuje po eksistenci dejansko, ne, bivanje nasploh, recimo, to so ti umirjeni, ne vem, kaj veliko, meditativni. Pesnico iz Avstralije, ki se je leta 2019 preselila v Sežano, kjer je spoznala delo pesnika Srečka Kosovela in glas, ki ga obožuje. Med epidemijo COVID-19 je sledila Kosovelovim potem, tako v njegovi poeziji kot peš po krasu. V Sloveniji je bila zaposlena na znanstveno-raziskovalnem središču Koper kot predstojnica Mediteranskega inštituta za okolje. Breathing with horses. I sniff you like a bee sniffs pollen, or a mother her newborn. You are different at first. Grass is your god. I and others like me are a curiosity, but for 5 weeks you were the only breathing hearts I could touch, while COVID removed all human companionship. My daughter across the line on the map. From my embrace, would I have sought you out, but for this, I hope so. Your hot breath down the back of my neck, nuzzling my cheeks, saving me. Končno finalistu, ki je danes z nami, Jure Deljepan, torej finalist za leto 2021. Jure Deljepan, 21, tako. Se rekla, 22. Jure prihaja iz Komletincev na Hrvaškem, danes živi in ustvarja v Sloveniji. Je udeleženec številnih literarnih srečanj in drugih kulturnih prireditev. In najpomembnejše je dolgoletni udeleženec srečanj Sose tvojega brega. Izdal je 3 pesniške zbirke, dvojezično hrvaško-slovensko Uklesano slova, v črke Uklesan, Sizif v mreži v hrvaškem jeziku in Neslične barve besed v slovenskem jeziku. Prebral bo nekatere od svojih pesmi, 3 pesmi. Iz utemeljitve Željka Perovića so naslednje besede. Takoj se prepozna, da je avtor vešči zapisovalec krmarjenja po bivanjskem labirintu časa in podob, ki jih kot opazovalec akter zna zložiti v zaokroženo sosledje, ki naredi dobro pesem, bodi si z vrtincem vprašanja, zašto je dual na parove razdijeljena množina, bodi si z meditativnim vzdušjem večera ob morju, ali s zelo zaželenim humorjem v pesmi Nešto što se jede, ali svojstvenim ubesedovanjem tolikokrat upovedenega in zmeraj odprtega vprašanja smrti in upanja. Mogoče preden vidite na branje, vprašanje za vas, ker se mi je vaša pisem Nešto što se jede, nekako se mi je dopadla na takoj, in je taka ena redkih, ki uporablja humor, kot eno tako bistven postopek, pa me zanima, kaj vam humor pomeni, mogoče pri pisanju, koliko ga uporabljate in zakaj? V bistvu ga premalo, preredko uporabljam. Tokrat smo imeli
nek pogovor ali neko delavnico, ker smo se dotaknili teh zadev in sem potem si takrat zapisal par stvari, ki sem jih potem naknadno obdelal. No, zdaj, če želite, bom to prebral, drugače mislim. Pač bolj lahkotna pesem za vsak dan, s tem, da se pač malo družimo z jedmi. No, ampak če dovoliš, čisto tako, ne? Pa tudi kritično noto glede teh šefov, pa teh reality showov, pa tega notara, ne? To je pač vedno v funkciji nečesa. Veš, poglavna kritika slovensko. Kaj, bomo prebrati? Zatračak nade. Aritmične vibracije oko tebe u prostoru što miriše na mrtvilo i na ukročene strasti tvojih zabranjenih koraka. Oni šapćući na nova putovanja zovu, a kiseli osmijeci prožimaju ukus namaza na kruhu tvojega doručka. Pred očima radoznalih dizao si glas i pesnicu protiv programiranog straha, okrunjenog aureolom njene kose i simbolom krune na ogrlici. Grb domovine izgubljen je u zaustavljenom vremenu, u sveobuhvatnoj manipulaciji s tamnim oblacima na svim stranama horizonta. Čini se da su duboki ponori svoja dna okrenuli prema svemiru i čekaju na smrt neke zvijezde, bljesak čijeg izdisaja bi postao svjetlo ugrađeno u poneki tračak nade. Dual i mrtva priroda. Još uvijek se osjećaš kao da si dual u množini, koji na zidu okreće mrtvu prirodu, na kojoj jaglaci laticama love brbot potoka, dok brza mimo nepouzdanog vira amunja sjeva među oblacima bijesnog neba. I pitaš se zašto je dual na parove razdijeljena množina na slici mrtve prirode u izložbenom staklu raspršena po zelenoj pokrajini, pod sinjim suncobranom neba i pokušava izbjeći ljubomorne poglede sunca i mjeseca. Na neki obali pobirajo zadnji večer, odpadlo listje bo nocoj, v istem vetru je teplo in bez. Samo objavljene v zborniku Biće bolje, to že. Na natečaju Slovenskega meteorološkega društva na temo vremena 2020 je nagrajena njegova kratka zgodba. Na natečaju za najboljši slovenski esej revije Sodobnost je bil njegov uvrščen v širši zbor. Prebral bo odlomek svoje kratke zgodbe brez suvišnih reči. Utemeljitev. Torej, Zoran je zapisal. Realistično opisano z občutkom za življenjske detajle, ki jo živijo in tudi obarvajo glavne protagoniste.
Odličen naslov in takšen tudi uvod, ki takoj popelje bralca v bistvo zgodbe. Bralec čuti stisko glavne junakinje, ki jo je v njej sprožilo razmerje njenih ostarelih staršev, izmed katerih je eden dementen, kot tudi njeno osebno razmerje. Življenje literarizirano na višjo raven. Pa mogoče najprej eno tako res osebno vprašanje, mislim, vtis najprej. Ko sem prišla do konca zgodbe, vaše zgodbe, tako polne tople ljubezni v odnosu odraslega otroka in ostarelih staršev, sem želela, da bi se kar nadaljevala. Pa me zanima, a je kaj v tem smislu tam, ali pišete kaj, na čem trenutno delate? Ja, ja, razočarati tudi moram. To je kratka zgodba, se mora hitro končati, ne ni časa za karakterizacije posebnih teh osebnosti, drugih oseb, razen te glavne, pa morda še s pomoč tu priskočila mama, pa Aki, kot vedno, ne. Tako da ta zgodba je pač končana in se mora končati, seveda bo ena izmed v zbirki kratkih zgodb, ki so posvečeni tem odnosom. Če bo čas, da bi zaključil pisanje. Žal mi v bistvu je kratka, ampak začetka ne boste slišali, morda vas pa to pritegne, da si poiščete knjige, tokrat samo konec. Moj junače, mama mu nežno zagrli glavu, lagano je pritisne prema sebi, toliko koliko može. I opet samo dve reči koje su obuhvatile sve što mu je tada bilo potrebno. Da ima snagu da se bori, da živi i da je njen. A uvek samo moj junače. Napisalo se mi 17 različitih načina na kojima bi ga pozdravila. Majku mu bar to znam. Prošlog puta sam na kongresu baš ja nadgovorila brbljive Amerikance na 7 objašnjenja o jednoj i istoj stvari. Rečeno se može mnogo da dostigne. Zato sam joj nudila toliko novih, ako bi joj zatrebala. A očigledno joj nisu. Nisu bili potrebni tati pre 2 meseca kad se od nas oprostio. Sve smo pročitali u njegovom milom pogledu. Onda samo mesec dana ćutanja u kući i sada je tamo njemu požurila i mama. Kada sam mu to javila je bio kao uvek, daleko, negdje u Americi, ali je već sutra dan doletao nazad. Ideja da na pogrebu ja pročitam mamino prvo pismo koje je napisala tati kad ga je upoznala, a on pročita tatino poslednje, dok je još mogao da je priše, je također bila njegova. Sve prisutne poganilo do suza. Moja torbica je original od prestižnog dizajnera, kožna. Kupilo sam je letos u prestonici mode na glavnoj aveniji. Koštala je, da ne pričam. A sada sam je potpuno deformirala, jer stalno guram onu kafetijeru od koje se više ne razdvajam. Šta? Da stavim u stanu, pa da ga slučajno baš tada obiju i da mi je ukradu? Ovako sam sigurna. I sa sobom u torbicu uvijek imam i divku u jednoj maloj kutici koja je kao pudrijera. Niko ne bi pogodio. To je u slučaju krajnje nužde. Inače imam rezervnu kutiju proje i u ormarčetu, u kupatilu i jednu u džepu od zimske punde, u ormanu, u spavajućoj sobi. To ne sme da fali. I evo, čvrsto ga drži pod ruku, dok hodamo dugačkom stazom kroz park pored groblja. Polako prema autu. Pored stare, negde na sredini je klupa, naša klupa, samo se još jasno ne nazire. Osjećam samo da on povremeno napravi neki polukorak. Ranije, kad smo hodili zajedno, sam morala skoro da trčim da ne bih zaostajala. Još jedan polukorak, pa još jedan, sve laganije prema našoj klupi, zajedno ja i on, bez suvišnih reči. Ocević je bila rojena leta 1969 v Pakracu na Hrvaškem. Je ljubiteljska pisateljica dvojezične poezije, kratkih proz, pa tudi kakšen haiku se znajde vmes.
Njene pesmi so objavljene v obeh jezikih v različnih revijah, zbornikih in skupnih zbirkah. Svoje dela hrabro objavlja tudi na raznih internetskih portalih ter socialnih omrežjih. V njenem času pisanja se je že nabralo kar nekaj spodbudnih nagrad, na katere je zelo ponosna kot nekdo, ki zanika, da je pesnica, a vendar rada piše le s srcem. Prebrala po odlomek iz svoje kratke zgodbe Mimika. Gre za kratko, posebno drugačno, ki se izogiba klasičnim definicijam. Kaj to je? Kratka zgodba, pesem v prozi, refleksija. Karkoli je, ideja je zanimiva. V glavni vlogi nastopijo obrvi. Mimika. Zovem se Mimika. Moja lica krasa je dugačka obrve. Kao u borama, već se i u njima nadziru srebrom prepletene godine. Desna je za milimetar više, a još uvijek neprimjetno iznad lijeve. Ne bih rekla da svoju blizankinju gleda zavisno sa visine. Možda je na taj način više za sebe samo propitkuje ili joj želi pokazati ushićenje. Najgore mi je kada se mršte, tada ni sama ne znam tko je prvi započeo tu igru. Ja ili one. Obično zastanu, dodenu se kada se nađu licem u lice nekoga za koga su sigurne da je neiskren, da laže. U tom nesvjesnom stavu imao je daleko jaču kontrolu od mojih napjetih mišića. Bez riječi sposobne su komunicirati glasom srca. Osjete sve prije nego i sama izgovorim istinu na glas. U takvim situacijama prvo prkose, pozivajući protivnika nas emotivno bojište. Znaju biti i tužne kada se spuste na moje vjeđe i sa trepavica popiju svaku moju suzu. Tek kada me sreća obuzme, zajedno poskoče do visine i tamo ostanu sve dok postoji posmijeh, sve dok vlada veselje. Ne volim kada ih uhvati tvrdoglavost. Moj izgled tada prekrije hladan veo tišine koji ne popušta sve dok mi se taj koji nas je izvređao bar jednom riječu ne izmine. Uprko svemu i one imaju dušu, pa i svoj ponos. Nikoga ne ocjenjuju preko nejasnih grimasa, svojim nečunim cerekanjem nikoga ne uznemiruju namjerno. Tim kojim nešto očekuju ne šalju tajne signale. Nemaju one vremena za mržnju. Staložene su i mirne, da skoro svaku preskočenu prepreku potraže i nađu pravedno rješenje. Pune su lijepih gesta, zahvalnosti i miline i što je najvažnije, razumiju riječ ljubav. Vole ovaj svijet, vas drage ljude, na ovom stvarnom licu, bez maske, glume, bez pantomime. Hvala. Milan Aničić je naslednji. Je rojen leta 1964 v Bijeljini, Bosna in Hercegovina, živi v Ljubljani. Najprej pisal le poezijo, zadnje čase pa predvsem krajšo prozo. Prebral bo odlomek iz zgodbe Izmišljeni život Adama Bučenika. Iz utemeljitve. Glavni lik si samo pomaga na ta način, da si izmišlja boljše življenje in na ta način res spremeni svoje življenje na bolje. Zgodba, v kateri avtor kombinira miniaturni poseg samopomoči in osebne rasti s kulturološko prakso izmišljene tradicije in vse to s borgesovskim pridihom. Mogoče eno vprašanje za vas najprej. Bet iz resničnosti v domišljijo, v besednjak, ki si ga sami izbiramo, izpisujemo v književnosti, svoja vrstna rdeča nit izbora poezije in proze tokratnega srečanja. Vaša zgodba jo pa posebej močno ponazarja. Tak eskapizem je Adamu Bučeniku na nek način rešil življenje. Kako ste se odločili vašega junaka na ta način rešiti? Oziroma zakaj? Zdi se mi, da nekako v bistvu od malega sem se čutil, da smo narobe zastavili duhovnost, da smo narobe zastavili temu, čemu rečemo v srščini ali v hrvaščini porodic. Da smo to delitev nenehno se matrali z njo in zdaj, če rečemo nekomu, da nekaj fantazira, težko to bomo razumeli pozitivno. In ravno to me je v bistvu nekako spodbudilo, da kako rešimo svoje težave, kako rešimo svoje življenje, je nešteto
nešteta paleta. Ne? In pri tem si ne smemo dovoliti, da vzamemo zaradi družbenih ali pa kakšnikoli konotacij, da vzamemo si možnost, da na svoj način razrešimo svoje življenje. Tako da je to ena od teh, na tak način tudi v literaturi spodbuja me, v bistvu, da sploh piše na tak način in to je pač ena od teh načinov enih možnosti. Torej, kot tale oseba v zgodbi, ko izmišlja svoje življenje, naenkrat ugotovi, da se je zbudil v to življenje, da ga živi in čim dalj časa si izmišljuje, zapisuje, izmišljuje v bistvu tega svojega življenja, tem pogosto čuti, da se zbuja v to življenje. Prebral bom samo konec te zgodbe. Koliko se je Adam postepeno uživljava v taj svoj izmišljeni život, koliko ga istinski živio, budeći se u njega, govori činjenica kako je reagovao kad su ga jednom u tamnoj ulici saletili nasljednici. Opkolili su ga i tražili novac i sve vrijedno koje ima. Nije se čak posebno ni uznemirio. Kad su ga još i bez razloga počeli udarati, samo se pokrio rukama i pokušao zaštititi. Lopovi su brzo izgubili volju da ga tuku. Adam ih je gledao pomalo sa sažaljenjem. Pomislio je, moj bol će proći, ali vi trpite stalno, a da ni ne znate zašto. Razmišljajući o tom događaju, Adam je shvatio kako se njegov život promijenio na bolje. Postalo mi je jasno da se nikada ne bi uspio probuđivati u taj svoj novi život, da ga nije prethodno počeo izmišljati. Pomislio je kako bi zapravo svaki život morao biti takav, kao taj njegov izmišljeni. Zaželio je da bi još neko kao on, bar ponekad, uspio izbjeći onaj sumorni, izgubljeni očaj. Zato je odlučio, nikada neće propustiti priliku da govori o tome kako je važno da svoj život izmisli. Bravo.